On mi je pa zdaj dal kakšen mesec pa pol nazaj, 2 mi je dal pa zadnjo verzijo za prebrati. Tako da sem še jaz, ker je tudi mene to spraševal, mislim, da je tako med vrsticami, mislim, da prepoznam Mico Ornik Puc, producentko programa. Pa neke črnolaske se spoznajo, preznajo. Ja, pol je rekel, jaz sem med vrsticami noter tudi, ampak nisem z imenom in priimkom. Tako je, jaz pa zabrati. Jutri ob 11 je v Mladinskih knjigah, pa 24. zvečer pa na Gospodarskem stavišču na Knjižnem sejmu. Mislim, da je rekel 24. ali 27. ne vem, ampak takrat vem, da sem zaseden. Vokovi je naslov, ne? Vokovi, ja. Vokovi. To je bil ansambl, ne? Ansambl, ja. Krasno, jaz mislim, da bomo do teh spominov še prišli. Do vseh teh. Se tudi šifrer staral. Tako da bi jaz lepo pozdravil gospoda Hrena, kljub temu, da smo v manjši družbi. Gospod Hren ima praktično najdaljšo kilometrino pri izkušnjah, ne samo s mediji, ampak tudi s glasbo, ki je vezana na določen način, predvsem z mladimi. Tako da jaz sem povabil gospoda Hrena ravno zato, ker ima od začetkov delovanja po drugi svetovni vojni, najprej na radiju, potem na televiziji, največ izkušenj s popularno glasbo. In popularna glasba je tista, ki po drugi svetovni vojni dobiva vedno več prostora, danes je, kot vemo, prevladujoča zvrst oziroma oblika glasbene zabave. In jaz bom zelo vesel, če boste z nami podelili vse spomine, ki jih imate na svoje delo, glede tega, kako se je sploh po drugi svetovni vojni odvijala ta glasbena kultura, ki je postala popularna, vedno bolj popularna, in potem, kako se je prenesla na televizijo. Tule vabim seveda tudi vse sodelujoče, če postavite vprašanje. Jaz upam, da ne zamerite, da vam postavijo tudi študenti kakšno vprašanje. Absolutno, še lažje, ker najtežje je kar tako nekaj govoriti. Jaz bom prvo, če že otvarjamo to mojo govoranco, pač moram malo povedati, odkje iz kakšne familije izhajam, ker je dobro vedeti, da veš, kam človeka postaviti. Moj oče je bil oficir kraljeve vojske, bil je kapetan prve klase, bil je glavni šef avtomobilske kompanije v Sloveniji, tako da je bil kar osebnost, ki je nekaj pomenila. Mama je bila tipična gospodinja, moj brat je bil mlajši od mene 1 leto pa pol in se je hotel tudi z muziko ukvarjati, ampak je pol pri avtomobilih ostal. Imeli smo pa še, ker je bil oče tako visoka šarža, to pravico, da smo imeli Purša. To pa tisti, ki je bral Vojaka Švejka, ve, kaj je Purš. To je za mlade gospodične, to je tako kot gospodinska pomočnica doma. On je bil tisti, ki je tudi stanoval pri nas in upravljal vse te zadeve. Tako da malo veste, kje. Mi smo imeli to srečo, da smo bili prijatelji, da smo se kmalu sprijateljili z eno najbolj bogatih familij v Ljubljani. To je bila trgovina s porcelanom in steklom Agnola na sproti Nebotičnika
ki so tako rekoč za tisti že prej bili prijatelji z njimi in pa predvsem za časa vojne, ko je oče bil interniran, so tako rekoč skrbeli za familijo. Tole bi bilo to. Zdaj, če hočete vedeti, v moji familiji je bila z glasbo seznanjena edina mama, ki se je v mladih letih učila klavir, tako da je igrala klavir. V tem predvojnem času jaz nisem imel tako rekoč nobenega zveze z glasbo, pač pa sem se v začetku vojne, ko je bilo policijska ura in tako naprej, pri sosedovi, pri naši sosedi, ki je bila učiteljica klavirja, Ada Bošnar, in njen brat, Katan Burger, ki je bil koncertmajster v operi v Ljubljani. In tam pri njej sem se začel učiti klavir. Predtem sem pričel privatno učiti, ker je tista gospa Gnola rekla, da bi bilo fajn, če bi znal malo harmoniko igrati, sem se začel harmoniko klavirsko učiti in sem tako rekoč pol s to harmoniko v tudi enem zboru igral, in pol smo tako rekoč, mislim, govoriti zdaj o tem, da je med vojno bilo kakršnokoli poslušanje glasbe ali tega ni bilo. Poslušali smo lahko Gilija, ki so ga Italijani pripeljali v Ljubljano, poslušali smo italijansko vojaško godbo, ki je bila vsake toliko časa nekje v Ljubljani koncert, drugače so nam pa radijske aparate zaplenili oziroma plombirali, tako da nismo imeli tako rekoč nobene zveze za muziko. Poleg tega, glede na policijsko uro, ki je bila popoldne v 5, tako rekoč se mladina ni imela kako družiti, ker smo pač s tisti, ki smo bili v hiši, smo se družili na hišnem dvorišču, smo se šli razne igre in tako naprej in to je bilo v življenju mladina celo vojsko. Gledali smo čez dan pa zvečer tiste stotine avionov, ki so hodili iz Italije bombardirati Nemčijo in to je bilo tako rekoč vso mladinsko življenje v tem času. Ko smo se osvobodili, vem, da smo mi mladina v hiši, to so stvari, ki ne bojo čist z muziko, z vodenimi barvicami delali zastave, partizansko zastavo, slovensko, pa smo delali rusko, francosko, angleško, ameriško in tisto noč, ko so Nemci odšli, smo te zastavice dali lepo na okno in prvo tako kar veliko razočaranje je bilo, ker čez 2 dni prišel nek uradnik in je rekel, da moramo vse ameriške, francoske in angleške zastavice odstraniti, da so lahko vse slovenske, ruske ostalih naredili in smo bili zelo prizadeti. Zatem moram zdaj reči, pa moje to srečanje z glasbo, da sem bil eden od tistih, ki smo jim rekli sateliti. To so bili tisti, ki so vedno bili tam, kjer je igral plesni orkester Bojana Adamiča. In tam jaz sem bil skozi, na vsakem koncertu skoraj. Poleg tega sem imel še ta privilegij, da ko je imel orkester žive oddaje vsak teden v zdajšnji radijski hiši, ki je bila samo pritličje, nič drugega,
v zadnji sobi, da sem bil vedno, ko je bila oddaja, ker jasno je bilo samo v živo, ni bilo nič, ni bilo še nobenega možnega snemanja tam in sem bil prisoten pri teh snemanjah in jasno sem vedno bolj spoznaval to muziko. V tistem času je bil tudi ta problem, da ni bilo moč razen poslušati to glasbo na Voice of America v enih ponoč. Willi Skanover je bil, ki je to oddajal. Se pa ni dobilo nikjer nobenih not. In tako smo se našli trije. Eden je bil Mario Rijavec, pianist orkestra, eden sem bil jaz, eden je bil pa Borut Lesjak in Janez Martinc, ki je bil takrat šef tega oddelka, je dobival iz ameriške čitalnice take velike plošče, ki so bili posnetki od big bandov. Tiste plošče so bolj na radio presneli na mehke plošče, kar smo vzeli mi in tako nekoč kradli z plošč aranžmaje. Da je imel orkester tudi kaj drugega igrati, ne samo tisto, kar je Bojan Adamič napisal, pa ruske koračnice in tako naprej. Tako in ravno s tem delom sem jaz takrat, ko sem že hodil tudi v glasbeno šolo, nekoliko samouk bil, da sem prišel do tega, kako se piše, kako se dela. Poleg tega sem imel to srečo, da sem med vojno spoznal pri tej gospe Agnola Drago Marija Šijanca. On je bil dirigent orkestra radijskega med vojno, pol je sicer mogel iti v inozemstvo, ampak on mi je zrihtal iz Češke ene ameriške skripte, v katerih je točno pisalo, kako je treba pisati aranžmaje za big band. Za sekcijo saksofonov, za sekcijo trobent, za sekcijo pozavon, za ritem sekcijo in tako naprej. Tako da je bil to en tak prvi resen inštrument, ker v glasbeni šoli, Bog ne daj, da si rekel, da si džezar, je bil že hudič. In poleg tega sem še te neke Adamičeve zadeve gledal tako, da sem nekako bil samouk na tem, da sem prišel do tega, kako gre. Poleg tega sem videl, da neke stvari, ki so bile v resni glasbi absolutno prepovedane, so tukaj not bile in tiste so bile fajn, tako so fino zvenjele. In na ta način sem jaz približno imel v arhivu enih 80-90 raznih aranžmajev, tudi za big band z godali, tudi to je šlo. Pol sem še, ko je Bojan Adamič začel delati filmsko glasbo, in on je bil tak, da so bile njegove partiture včasih tako bolj glasbene križanke, kot partiture, in se ni dal tisto, kot so bili nekateri, ki so prepisovali note, prerisovali, ne prepisovali, da sem tudi tam neke stvari se naučil, ker sem gledal in ker se mi je zdelo, da to nekako napaše ta nota, da ni C, ampak je cis, ampak tako naprej. In sem s tem tudi pomagal Bojanu samu, ker so včasih, jaz sem v tistem filmskem orkestru, ki je v Šentvidu snemal, igral tudi kitaro, in smo včasih porabili več časa kot za posnet muziko, za popravljati note, kar so razni pisali. In to je bil spet ena stvar, ker si spet prišel nekam v to not, da si se nekaj naučil. Potem sem jaz leta 56 je prišel k meni Mitja Butara in je rekel, ti poslušaj, Martinc je rekel, da pridimo kaj, da nas bojo vzeli v službo. In takrat moram pa zdaj tretji moj
Plomtri ste počali. In takrat smo prišli v radijski glasbeni program, tako rekoč, moment, da najdem. Aha, v radijski program, ki je takrat radijski program bil šef, oziroma vodja programa je bil Uroš Krek. Lili Power je bila tajnica njegova, pol so bili pa Borut Finžgar, ki je se ukvarjal za zabavno muziko, Mame Vodopevc za resno glasbo, Milko Škobrne je imel čez zbor radijski, Janez Kuhar je imel otroški zbor, Božo Grošelj narodno muziko, bila sta dva dirigenta, en je bil Uroš Prevoršek, ki je dirigiral resno muziko, in pa Bojan Adamič, ki je imel čez polo. Takrat smo prišli Mitja Butara, jaz na zabavno polje, Peter Bedjanič je prišel za operno glasbo in del vokalne glasbe. Jaz sem se dobil čez plesni orkester in Janko Grelc je bil pa za simfonično glasbo. Skratka, to je bila ta redakcija in tle v tej redakciji sem drugo presenečenje doživel, ki ga ne morem v življenju pozabiti, ko je Uroš Krek kot urednik glasbenega programa se mogel sam sebe obdolžiti, da je bil slab urednik in je vstopil. In je pol Milko Škobrne bil VD, ne vem koliko let, ker enostavno niso našli nekega. Skratka, v tistem času sem jaz nekje sodeloval pri različnih kulturno-umetniških družbah. Pri grafiki smo imeli že en majhen ansambl, tak, tri saksofoni, dve trobenti, pozavna, takrat je igral Milko Avsenik, že en saksofon noter, in pol smo bili že, in po tistem sem pa jaz ustanovil svoj orkester leta 1947, ki se je imenoval Metro. Pred nami je bil že en orkester, to so bili Veseli Berači, ki je Aktiv Sos vodil. Oni so nastopali tudi na plesnih vajah in ko so Veseli Berači nekako razpadli, je ta moj Metro nastopil na teh plesnih vajah, kjer smo že igrali tiste aranžmaje, ki smo mi pokradli s plošč. Tako da smo tako rekoč že igrali čisto ameriško glasbo, kar nekako oblast še ni razbudil. Razbudil je pa vedno to, da so mladina, ki je prišla na te plesne vaje redno, začela plesati tistega Tržačana, smo rekli. In to je razbudil oblast, da se bo ta mladina pokvarila, in čim smo en štikec malo hitrejši igrali in so začeli te plesati Tržačana, je plesni mojster Jenko zakričal: "Stop! Ena slovenska polka!" In smo mogli zaigrati slovensko polko, da so plesali polko, jasno, temu je pa sledilo še Titovo kolo. Jaz sem bil pa žleht, pa sem Titovo kolo napisal za jazz orkester. Ampak da vredno ni noben. Leta 1948 smo mi potem ta moj Metro orkester že igrali poleti v Blejski Kazini na Bledu, ker je bilo tako, da smo igrali vse sorte ameriške popularne zadeve, od Gary Millerja, od Artie Shawa, od Benny Goodmana in tako naprej.
In tam je bil pa šef Udbe, ki sem ga poznal, ker smo skupaj stanovali in jaz vsak dan prišel, a že spet ste bugi igrali. Sem rekel, poslušaj, dragi prijatelj, lej tlele note. Napisan je ta štik z leta 1928. Zdaj pa ti meni povej, kdaj je bil bugi 1928 leta. In tako ne se skozi štikalo. Ampak smo to skozi spravili. Za tistem je že bilo to, da smo nekako ratali ta orkester, kako bi rekel, ena majhna univerza za Adamičev Big Band, da je dobil vedno, ko je eden se upokojil, da je dobil muskontarja, ki je bil že pripravljen v sekcijah igrati, se pravi, orkestralno znanje je imel. In to je šlo pol naprej, dokler se je pol moj metro razpadel. Mi smo igrali še potem leta 1951 v partiji na Kvarneru. In takrat je z nami igral tudi že Vinko Globokar. Mislim, in jaz se nečesa spomnim, ker sem ga zelo prijatelja z dirigentom opere Reške, ki je hodil vsak večer malo poslušati okol, pa on je pa imel svoj orkester tam in je meni enkrat rekel, jaz ti nekaj povem, tale pozavnist bo še velika zvezda. In to je bilo leta 1951. Skratka, to je bil lep čas, pa smo prišli nazaj, orkester je bil zelo dober, nekaj časa je bilo problem, če smo hoteli imeti kakšne note iz radia, je rekel Martinc, ja, viš, to boš pa Adamiča vprašati? Če sem ga rešil Adamiča, je rekel, viš, to boš Martinca vprašati. Ampak koliko je do teh aranžmajev že toliko velik in tudi tistih, ki sem jih jaz naredil, se je to uredilo. Tako da leta sem bolj prevzel čez ne vem kjerga leta, zdaj točno, študentski APO, se pravi Akademski plesni orkester. Sem ta orkester prevzel, ki je bil že kar zelo dober, tako da smo bili določeni leta 1957, da bomo šli v Moskvo na veliki mednarodni študentski festival kot predstavniki Jugoslavije. Takrat, to sem bil jaz že eno leto v službi na radio in smo tako rekoč leta 1957 šli in smo bili 14 dni v Moskvi na tem festivalu. Smo pa šli prej v Beograd na priprave in imeli smo naštudiran dva programa. En program je bil Bojan Adamič, Lesjak, pa tako pa ne, pa kakšen Glenn Miller vmes in tako naprej. En je bil pa tak hudi z ameriško muziko in ko smo odšli, so rekli, ta hud program boste igrali, naši, ne. No in tako smo imeli strašen uspeh v Moskvi. Jaz se spomnim koncerta, ko smo nastopili, na prvem je bilo pred Univerzo Lomonosova. Jaz nisem toliko ljudi videl, koliko je bilo tam vse. In pa smo imeli še, potem smo imeli še en koncert v eni dvorani v Moskvi, ne vem nekaj, se bilo en avtobus ali kaj je bila ena taka hala, ker so. In tam smo imeli tudi blazen uspeh in kaj se je zdaj zgodilo. Zdaj se pa zgodi tako, da so nas oni poslali v Kolhos. Mi smo bili pa barabe, pa smo naredili vaški kvintet, pa pevski zbor, pa smo slovenske narodne igrali, pa smo imeli spet uspeh. Nekar jaz sicer ne morem trditi, ampak tak slučaj je, da smo malo zatem, ko smo prišli iz Kolhoza nazaj, končali razen enega, vsi v bolnici z azijsko gripo. In ker smo bili v začetku določeni, da bomo na zaključnem plesu
igrali tamle na Kremlju, so pol igrali Čehi. No, pa smo prišli pa nazaj, pa je bilo treba začeti pa službo na radio. In glede na to, da sem jaz v začetka malo tam program delal radijski, po tistih karticah smo kartali, pol sem se pa nekako specializiral za big band oziroma za porl takratni, tako da sem bil tako rekoč, kar piše tudi v zgodovini porl, da sem bil prvi glasbeni producent porla, ker sem pač znal brati partituro in sva s Sergejem Dolencem ure in ure študirala, kako bomo uboge 3 mikrofone, ki jih je Studio 14 nov postavili, da se bo to slišalo približno kot na ameriških ploščah. Odmev je bil ena soba prazna dol pod odrom in en mikrofon pa en zvočnik in s tem smo delali. Dokler nisem pol šel leta 58 pa na televizijo. Jaz sem pol, recimo tole vam moram še povedati, da ker sem tudi nekaj delal za Jožeta Kampiča in njegov kvintet, da je takrat, še preden je Privšek z njim igral, je takrat mi Janez Martinc telefoniral in rekel, poslušaj, jaz sem našel, k meni je prišel en mlad, je rekel, en mlad muskontar, je rekel, on je sicer grafični delavec, ampak meni se zdi, da bo dober, a bi mu tudi kaj tako malo povedal, kako se to dela, pa tako naprej. In je Privšek prišel takrat k meni domov, ker sem jaz delal in sem mu jaz malo povedal, kar sem znal, ampak jasno, če sem čas, je ta Privšek bil, jaz sem mu dal potem tiste skripte tudi, ki sem jih imel, ameriške, ne, in pol je pač ratal Privšek to, kar je ratal. Jaz sem pa pol ugotovil, sem rekel, veš kaj, ja, še to moram povedati, da sem jaz takoj po vojni tudi me vse zanimali, film me je zanimal in sem pol se prijavil v Triglav film, v en tak tečaj, ki je imel predavanja o luči, o snemanju, o vseh teh filmskih zadevah, o režiji in tam je bil v tistej skupini, ki smo takrat imeli tudi Boštjan Hladnik, ki je bil drugač moj sošolc, sva skupaj okrog sedela. No, in tam, tako da sem pol se začel pa s tem ukvarjati, tam sem se zastrupil dokončno z to muziko, ne, ko sem pol bil ker so študenti tudi kaj drugega delali in sem bil v laboratoriju od Triglafila, kjer smo usposabljali stare nemške in italijanske filmske projektore, da smo šli da so šli pol na deželo, ker ni bilo kino, so vsi bili vsi in tako sem recimo prvi kino po vojni sam nesel projektor pa vse v Slovenske Konjice in sem tam predvajal film, ki je v tistem času jasno bil ruski, ne, Čkalov je bil. Skratka, zdaj pa že ne vem, kje bi ne šel naprej. Vi ste imeli program, ki ste ga izvajali v Rusiji. Ste rekli, da ste imeli 2 programa. Ja. Kaj je bil tisti ta hudi program? To so bili take, recimo bil je tudi Stan Kenton, ne? To je bil takrat najhujši. Woody Herman, pa tako naprej. Recimo, mi smo takrat v Rusiji vsako noč igrali na cesti, ker fantje so znali, recimo, Woodchopper zbali od tega Lerno, kot je že bil. Na pamet, in smo na pamet igrali do 2 zjutraj pred hotelom in
cel folk je plesal, tisti, ki so bili tam. Ne? Mi smo doživeli že en strašen, kako bi rekel, tak pozdrav na vožnji, ker mi smo se pa vozili z vlakom iz Beograda v Moskvo 3 dni. In tisti del, ko smo šli skozi Madžarsko, ker je bilo to po tistem, ko so Rusi v Madžarskem nastopili, so te Madžari navlačili se za nas do ruske meje, vozili z vlakom, ker glejte te Jugoslovane, ki so se upali Stalinu upreti. Ker takrat še ni bilo na takih, mislim, Kenton je bil takrat zelo, to je bil prav ljubljenec Janeza Gregorca, ki je takrat klavir igral. In je bilo kar težko. Moram reči. Kdo je pa vse sodeloval v vašem orkestru? Prosim? Se spomnite glasbenikov iz vašega orkestra? Glasbenikov? Ja. O, seveda Kdo vse je igral? Takrat v Rusiji, to bi mogel imeti pa liste, bil je, ne bom znal na pamet povedal, bil je med drugim pozavnist tudi Rudi Šeligo, dramatik. Ker Rudi Šeligo je igral pozavno na Jesenicah pri pihalni godbi, poleg pa pri študentskem orkestru je igral in je bil v Moskvi. Janez Gregorc je bil, Kopko Jagodic je igral, ki je bil sicer drugač bobnar, je igral bas, Pipo se je pisal, ne vem, kako se je pisal, je igral bobne, pa so bili pa saksofoni, eden iz Idrije je bil, Drugovič, ne bom, ne morem. Kako so pa Imam nekje zapisan to. Kako so potekale zabave po drugi svetovni vojni, plesi? Plesi so bili izredno priljubljeni. Ja, plesi so glavni ples je bil tak, kar sem že prej rekel, v telovadnici pri galeriji. Tam je bil glavni ples, po katerem je predtem so igrali Veseli berači, pa smo pa mi igrali dolga leta, pol pa še na razne plese v študentskem naselju, recimo v raznih plesnih dvoranah, tudi imeli smo 2 koncerta v Filharmoniji, na Pokaži, kaj znaš, in na eni mladinski vdaji. Skratka, tega je bilo veliko, igrali smo veliko, poleg tega smo pa igrali tudi v, recimo, mi smo imeli, da sem se spomnil, strašno lepo, ker je bil problem, to moram še povedati, problem je bil v tistem času najdeti prostor za vaje in najdeti inštrumente. Recimo Franc Tržan, ki je bil klarinetist, je sam iz bambusa delal jezičke, ker ni bilo moč priti do jezičkov za klarinet pa za saksofon in je mogel nekdo iti v Trst, kar pa ni bilo kar tako enostavno. In to je bilo skratka. In je recimo tako, da ta Metro orkester je vadil pri meni doma. In sicer to je bilo tako, da smo prišli, ta Metro je bil takrat še samo 3 pozavne pa 3 trobente, nismo imeli 4, pa 5 saksofonov, pa ritem sekcija, tako da smo prišli k meni domov in smo v jedilnici razstavili mizo, smo jo odnesli v spalnico, pa tam napeljene nitke, pa kljukca na nitke note pripeli in to je bilo in smo vadili doma in moram povedati nekaj, da so na cest stali ljudje in poslušali, v hiš se pa ni noben niti enkrat pritožil. Kje ste vadili to, kje ste? Po tistem smo pa vadili pri teh društvih in to je bilo najbolj fino, ker smo bili pa železniškem društvu
ko smo imeli tako rekoč svoj vagon, ne, tak pullman, ta lep vagon, pa tovorni vagon, ki je peljal klavir, in pa smo šli, se spomnim, nekam na Primorsko, pa smo imeli koncert, ker je bil koncerta konc, smo šli spat v tist pullman, delavci so vse zdrožili not, zjutraj smo se pa zbudili v Ljubljani. Potem smo pa še vadili v eni stavbi, ki je bila od Škuca, ki je bila tam, kjer je zdaj ta Nobel hotel od Uniona. Na tistem vrtu je bila. V tisti stavbi sem jaz prvič bil, ko je bil v kleti še ta laboratorij filma, Triglav filma, potem pa v tisti isti sobi, ki je Triglav film se izselil, pa mi vadili. In je bil spet vključil, ampak vsaj nekje smo imeli prostor za vaje. Katera so bila pa tista mesta, kjer ste potem igrali za plese pa za zabave? Trgovska akademija je bila na vseh mogočih koncih, kjer so bile dvorane. Trgovska akademija, največ pa tam v tem dvorani, kjer so bile plesne vaje. Kaj pa Bellevue je bil tudi? Prosim? Bellevue. Ne, Bellevue nismo. Ne, tam nismo, ker tudi ni bilo možno, da bi tam orkester gor bil. Na Bellevue so bolj male zasedbe igrale. Kaj pa Tabor? Dvorana Tabor? Na Taboru nismo mi nikoli igrali. Na Taboru smo igrali z majhno zasedbo. To pa ja, to smo pa igrali na Taboru tudi na plesnih vajah. Dokdaj je bil pa ta odpor do džeza? Nekje očiten? Vam bom povedal, dokdaj je bil. Ta odpor do džeza je bil nekako tam nekje do 48. leta, ko je bil ta prekit kita z Stalinom. Recimo, jaz sem leta 48 končal srednjo šolo za Bežigradom in se je zgodilo to, ker sem takrat že ta orkester Metromov, da na tele valeti, oziroma ne na valeti, na proslavi konca šole je moj metro z štrajkom, ki ga je pripeljal kasnejši direktor, s štrajkom igrali džez, ne? Mislim, ker je bil džez orkester, ne? Sicer je aranžma naredil takratni tajnik Akademije za glasbo, ne vem, kako se je pisal, kak čudni ime imel, ampak pesem je bila pa ruska, ne, ja, v tamučnimi piloti, ne? In je bila za orkester ta velik in za pevski zbor. In jaz se trudim, da bi iz arhiva te bežigrajske gimnazije dobil recimo kakšno fotografijo tega. Pa ni tega, ni. Ne, so gledali že, pa so rekli, da ne najdejo. Je bil pa hec, ne, ker moj profesor za glasbo je bil Luka Kramolc, ne, krasen dedec, mislim, midva sta bila zelo velika prijatelja in se spomnim, da je na šolskih nalogah, ko so bile, ne, za glasbo, zmer jih meni pa šel, pa mi je rekel posebej, zate sem pa nekaj posebej napisal. In potem je mu najraje, da je napisal sam note, jaz sem mogel pa taktnice narediti. Ker je bilo malo komplicirano, svedo, a je predtakt, ni predtakt in tako naprej. In je bil krasen dedec na drugi gimnaziji, ki je bila v istem šoli, bežgrajski, je bil pa profesor glasbe Janko Gregorc, od Janeza Gregorca Forte. In je bil blazno užaljen, ker smo mi na naši šoli imeli orkester pa zbor, oni pa niso imeli. In ker ni mogel drugega, je rekel, pa žec so igrali. Na šolski proslavi so žec igrali. Kaj ste se poučili pri glasbenem pouku? Kaj ste dobili pri glasbenem pouku? A veste kaj, predvsem teorijo, kar je bilo zelo, in recimo
Jaz sem bila zelo prijatelja z Horovatinom, če ste slišali ta ime. To je bil strah in trepet na glasbeni akademiji pa na srednji šoli za teorijo, ampak jaz sem bila zelo prijatelja, ker sem jaz, ne vem, kaj sem se, zmeri sem kakšne take stvari delal in sem videl en tist, se spomnite, ko se je papirnati tak, se papiren not in potem pa računal kilometre. Koliko je kilometra do tega, do onega kraja. Jaz sem pa na tej osnovi naredil en tak, ta isti za akorde. Recimo na D noti, kako je ta akord, un akord, tist akord in tist, ki je bil tist, je rekel, a mi daš to, pa sem to pa dal. Niste zase ohranili enega izbora? Kaj? Niste zase še naredili tega akordnega? Ne vem. Sestavljenke. Je bilo pa komplicirano, moram reči, zato tiste lukence delati v papir pa to. Ampak veste kaj, takrat sem prišel do enega spoznanja, da je na vse zadnje med matematiko pa muziko prav ena zveza, da gre po nekem sistemu, moraš sicer tiste pol zamenjave, da ni as, ampak je gis, ampak v tem akordu, ampak to že pol moč vedeti, če živiš. Da je bilo luštno. Kako je pa delo na radiju potekalo? Kaj ste vi poslušali z radija v 50-ih letih, takoj po drugi svetovni vojni? Kaj je bilo tisto, kar ste dobili vi prek radija, prek radijskih sprejemnikov? Kaj ste poslušali kot mladi ljudje? Kakšno glasbo ste poslušali? Tisto, kar je radio dejal. Kaj pa je dajal? Je bila narodna muzika, so bili stari šlagerji, drugega pa resna glasba, jasno. Pa ste to poslušali? Ja, seveda, vse sem bil radio, seveda. Tudi jaz sem pol kot režiser ogromno koncertov režiral za televizijo, resne glasbe, potlej pihalnih god posnel, ne vem koliko, pol komorne koncerte, pol razne godbe, recimo godbo na vodi, ne vem, se ne spomnim, na ladici, na jezeru in take reči. Skratka, bilo je tudi tega veliko. Potem, ko ste prišli na televizijo, kako je potekalo to delo z glasbe? Na televizijo sem jaz prišel in sem prišel k direktorju, takrat je bil, leta 1958 je bilo to, takrat je bil Lado Pohar, direktor televizije. In jaz sem prišel k njemu in sem pričakoval, da se prijavim, da bi prišel na televizijo, pa je on mene vprašal, kaj pa misliš, da boš tukaj delal? Jaz sem pa pričakoval, da bo on meni povedal, kaj bom tam delal, ampak mi je bilo popolnoma jasno, ker smo mogli delati čisto vse. Ker jaz sem začetka bil glasbeni upremljevalec, ker je zanimivo to, da smo televizijski obzornik, ki je bil takrat Dnevnik, je mogla imeti vsaka vest svojo muziko, tako je hotel imeti režiser. Torej, sreča je bila, da je bilo to v času, ko je bila eksperimentalna televizija, ko ni bilo avtorskih pravic treba urejevati, ker če ne vem, kako bi bilo, z plošč smo jemali različne muzike, pa dejali spodaj. To je bil problem in potem sem imel kratke glasbene oddaje. Seveda je bilo pa vse to zelo odvisno od tehnologije. Največji problem za glasbo je bil ta, da takrat jasno ni bilo snemanja. Je bilo snemanje samo z filmsko kamero. Filmska kamera, smo pa imeli ene vzhodno-nemške filmske kamere, ki niso bile tonske kamere.
tako da je bilo treba potem loviti to sinhronizacijo s tem, ker je bil problem, ne, da je televizija imela na sekundo 25 slik, filmska kamera pa 24. In pa smo celo tako delali, da smo zalaufali agregat, pa mu frekvenco spremenili, da smo prišli na tisto zagotovi strani. Ker edino, kar je bilo v študiju, si lahko snemal z elektronskim kamerom ton in sliko, lahko z reportažnim avtom ton in sliko, ampak s filmsko pa ni šlo. Dokler nismo dobili Nagre, ker bo on poznal Nagre. Pa pol te mašine, ki so bile narejene za to, da gre to. In to je bilo kdaj? To je bilo pred začetka. To je bilo že kar dolgo, jaz ne vem, kdaj so prišli prvi magnetoskopi. Tam v tistem papirjih, ki imate, noter piše, kdaj so bili prvi. Prvi magnetoskopi so bili, ko je bila 64 ali nekaj. 61 je bila konferenca neuvrščenih v Beogradu, in potem so dovolili, ker so tam snemali in so vsi centri dobili po prvi magnetoskop. Magnetoskop je bila naprava, ki je na magnetni trak pisala televizijsko sliko. Do takrat so snemali televizijo na film in so potem imeli film. Poleg obstaja ena naprava, ki se reče telekino in si spustil film čez telekino, da si dobil elektronsko sliko za na televizijo. Tudi ta magnetoskopska zadeva ima dolgo zgodovino. Jaz sem videl prvi magnetoskop v Zagrebu na Velesejmu in moram povedati, da je bilo aparatur približno za polovico te sobe. Danes pa veste, na kaj na telefon snemate lahko, ne? Da se je to razvijalo. Mislim, da je prišlo prvič, ko je magnetoskop prišel, je bilo lahko moč snemati samo celotno, od začetka do konca. Nič drugega. Pol čez en čas je prišlo do tega, da si lahko pod mikroskopom rezal in zlepil trak z enim specialnim. To je bil eden mojster, ki je z mikroskopom to bil. Potem se je zgodilo do tega, da je prišlo, da se je to dalo elektronsko narediti. Skratka, danes pa veste, kaj je. Danes pa kar šteje. Kako je bilo pa z obiski tujine? Vi ste omenili, da ste šli v Sovjetsko zvezo. Kaj pa z drugimi državami? Je bilo v 50-ih letih kaj komunikacije? A ste imeli vi kot glasbenik to možnost iti, ne vem, v Avstrijo, v Italijo? Jaz moram povedati, da jaz kot urednik sem prvo resno sodelovanje z drugimi dobil leta, ampak to je bila samo pesem Evrovizije. Edin, ki je leta 61 bil prvi, festival, smo sodelovali vsi. Drugač pa, da bi pa mi sodelovali, vse še z jugoslovanskih centri nismo sodelovali. Ni bilo nobenega sodelovanja z Zagrebom, Beogradom? Veste kaj, ogromno sodelovanje je bilo 80. leta. 80. leta naprej je bilo ogromno sodelovanja, ko je Boris Bergant, on je bil nekako, smo mu rekli, zunanji minister hiše, organiziral en sestanek v Gracu, v Avstriji, za to, da bi sodelovali. In moram reči, da takrat sem se jaz zelo sprijateljil. Ne vem, zakaj je on urednik iz avstrijske televizije, glavni, to je bil gospod, bom se spomnil. In jaz vam povem, na te uradne kontakte ni šlo. Šlo je samo, če so se uredniki med sabo spoznali. In tako smo mi 80. leta sodelovali z Mačari, s Italijani že sploh v tistem času, ko sem jaz delal na koprski televiziji. To je bilo od leta 70 do 76.
sem delal za koprsko televizijo, ker je takrat prišla barva in mene je barva zanimala. Poleg vsega je bil en škandal tudi tle z eno oddajo, in sicer oddajo Lepa naša domovina o kulturi v tistem času, ko je okoli kulture bil cel rom-pom-pom, to je bilo 70. leta, in je bila oddaja, je šla v bunker. Ker so bili noter, to je Schumann delal tekst in v tem tekstu so bili celi konci tega, kar se je na političnem delu kulture dogajalo. Vse tiste packarije, ki so bile, on tam not on je naredil tako, kakor da je to bil, da so bili Sneguljčica in 7 palčkov. Sneguljčica je bila kultura, palčki so bili pa razna industrija in tako naprej, in so je to Sneguljčica tudi zastrupili in tako naprej. Poleg vsega pa mislim jaz, da je spodbilo to, ker je ta skupina, ki je to predstavo delala, prišla, jo je sprejel župan. In to je bilo že tako, da ker je prišla tajnica k županu v sobo, pa je rekel, kdo pa je zunaj? Je rekel, kultura čakaj, ne, to pa ne. Pol pa je ta kultura not prišla, pa za mizo sedela župan pa njegova žena, ker sta bila kot Tito pa Jovanka. Mislim, v izgledu, pol tudi to, da so te, recimo, ki so bili dobili take mečkene karine, ki da sta pa fino jedla za mizo. In to je bilo tisto in takrat sicer ni bilo nobenega hudega rom-pom-poma, recimo tako, kot je bilo tisto za Silvestra, ki je Lindič odletel, ker je imel en aforizem od koga že, ki je bil v novoletni vdaji, je bilo, da bi rad vedel, kakšno kilometrino dobijo naši voditelji, ki nas vodijo v komunizem. In naslednji dan je Lindič odletel. Drugač pa moram reči, da jaz moram reči v celem mojem tistem, kar sem pol imel ogromno oddaj, da sem recimo lahko mirno imel ameriško muziko, ni bilo nobenega problema. Edini enkrat problem smo od tako začetka, ko smo imeli na oddajo 5x8 in je bilo 5 šlagerjev, ki so bili na osmico, ker se je začela televizija. In je Bet Jurkovič pela Jeepers Creepers. Pa je pela Jeepers Creepers, meni seksapil predvodi, pa me klical generalni direktor, pa je rekel, ti seksapil boš ven odrezal, jaz da bom otrokom razlagal, kaj je seksapil. Ampak nismo odrezali. Mi smo še v ponovitev. Mislim, drugač pa recimo, jaz sem imel odprta vrata v ameriški čitalnici, kjer smo recimo za eno serijo kasnejšo, kjer smo imeli vedno na koncu, Mario Rijovec je aranžiral in naredil en odlomek iz en dolg odlomek z musicalom ameriških. In jaz sem tam dobil partiture originalne, da je Mario to naštudiral in smo to tudi lahko v angleščini pel. Ker drugač je bilo treba po možnosti v slovenščini, in to je pa ni bila oblast, to so bili pa slovenski pesniki, ki so zahtevali, da je treba v slovensko peti. Kar so imeli po svoje tudi malo prav. In tega je bilo veliko, zelo veliko. Tako da moram reči, da kakšnih velikih problemov, razen teh, kar sem jih zdaj povedal, v celem obdobju ni bilo. Kako je pa potekalo to urednikovanje, a ste imeli kakšna navodila nadrejenih? A so bili kakšna pravila, ki bi jih morali upoštevati? Veste, kako je bilo?
ali ste imeli popolnoma proste roke? Mislim, ni se zgodilo nič narobe, ni bilo nič takega, stvari so bile v redu. Čez oddaje so tako zmerno vsi šimfali, časopisi, to je bilo jasno, ne. So bile pa oddaje, ki so krasno tekle, ne. Recimo Sobotna križanka 17 let. Potem recimo tistale 10 zadetkov je bila ena oddaja, ki so jo predvajali celo, smo jo posneli v angleščini in so jo v Ameriki predvajali, ker je bil nek nov prijem. Mi smo ponudili preko časopisov 10 točk programa v 3 variantah. Vsaka točka je imela 3 variante. In to je bilo objavljeno v časopisu. Ljudje so zrezali ven, označili, katero bi varianto rad slišali, ne? In to je šlo pol v program. To smo še računali na luknjane kartice. Ne? To so nekak predhodnik računalnika. Ne? Luknjane kartice je bila spodaj ena cela taka in smo na tiste luknjane kartice zračunali idealen program, tiste je šel ven in je bila nagrada za tistega, ker smo imeli v študiju pa 3 osebnosti, ki so prognozirali, kakšen je ta program in če so dobili, so bili milijon, tudi čez milijon nagrade takrat. Ne, in to je šlo dosti dolgo, dokler ni ena baraba najdu luknjo in ne vem kako iz tega oddelka za mehanografijo, kot se je to imenoval, dobil in je en človek, ene 3-krat bil zmagovalec. Vi ste kot avtor, vi imate 10 formatov televizijskih, ne? Ali še več? Več kot 10 formatov televizijskih oddaj. Eno od tega je še avstrijska televizija. Ja, to je bila križanka. Križanka. In vi ste vedno tudi glasbo nekako dodajali. Absolutno. Kako je to potekalo? Naročanje glasbe, posamezne oddaje? A veste kaj, prve oddaje na televiziji so nekako bile po formuli italijanske televizije. Jasno, gledali smo italijansko televizijo, s tem, da smo imeli glasbene točke, pa smo imeli Franeta Milčinskega in še nekatere druge komike in to se je, recimo, naša prva taka večja oddaja, ki je bil naročnik 1313. To je bila oddaja, za katero sem jaz muziko zbiral, Frane Milčinski naredil tekst, je bila pa zgodba zelo preprosta, novega televizijskega naročnika, ki se je po noč montiral anteno. In pol tisto, kako se je on boril, da je to anteno naredil, kako so ljudje na koncu bili proti temu, ker to dela, pol na koncu pa vsi so nastopali na televiziji. In to so bile 4 oddaje, delali smo pa v delavskem domu v Trbovljah. To zato, ker je bil to edini oder vrtljivi. Ker je bilo to v času, ko se ni dal rezati še nič in je morala iti tako rekoč v živo ven. Kako ste pa glasbo zbirali? Vi ste poznali vse ljudi, ali je bilo to uradno nekje objašeno, ste vi sami? Veste, kaj je bilo strašno malo ljudi. Mi smo imeli problem z pevci, recimo, je bilo problem najti pevce. Recimo eno serijo smo imeli, ki so jo vodili tale kvartet iz Zagreba, ne oni, ki je pel Dedić in so peli v slovenščini na verze najave, skozi celo oddajo. Kaj pa kasneje se je to spremenilo, potem, ko je bilo več glasbenikov?
A veste, kaj je se to je to, pogledajte, iz začetka, ko se je televizija začela, smo imeli šanson, pa smo imeli popevko, pa konc. Pol se je pa to razvil in recimo, se pogledajte Eurovizijo. Eurovizija v začetka je bila kaj? Prvo nagrado je dobil avtor glasbe, drugo nagrado je dobil avtor teksta, tretjo nagrado je dobil aranžer. Danes teh sploh ne veš, da so, ampak pobere izvajalec. In saj za mene, ne vem, mogoče sem prestar, ampak ne vem, kako s to zadevo rešiti, ker je toliko teh različnih stilov, toliko različnih okusov, kjer je zdaj ta pravi. Pa če pogledate slovensko popevko, kako ste spremljali to glasbo, potem kot urednik, ne nazadnje kot poslušalec? Veste kaj, slovenska popevka televizijo ni imela nič. Slovenska popevka je bila absolutno dete radija. Televizija je bila tista, ki je prenašala. Sem bil jaz, ker sem bil vedno zadolžen za žirije, ne. Drugače pa televizija ni imela, vsaj v začetka, v tej zlati dobi, kot lahko radi danes rečemo, ne, to te je prenašalo. Pa je v arhivu, vi zelo dobro poznate arhiv RTV. V arhivu RTV-ja iz zlate dobe slovenske popevke ni niti enega festivala posnetega, 15 minut od ene ne vem kjerega festivala, niti na radio ni bilo posnetka festivala, so bili samo štikelci posneti. Festivala kot takega ni. Razen pol naprej, po tej prekinitvi, pol, ki je Slavko Hren začel na novo delati, te so pa, je pa tudi vprašanje danes, ker imamo te stare trakove, nekaj jih je uničila poplava, ne ta zdaj, ampak že prejšnja ena, skratka ni pa mašin, ker te dvocolski trakovi, ki so bili na mikroskopi, danes nima noben, jaz mislim, da imajo edino na Euroviziji nekaj tazga, ali pa če imajo Avstrijci kakšno staro mašino. Avstrijci imajo M-format. Kaj? M-format imajo Avstrijci. Skratka, da je to ena velika zaloga materijala, ki je praktično neuporabna. Pa obstajajo načini, da se to nekako uredi, ali je to brezupno? Mende je to tako drago, Drago je. sigurno obstoja, ampak to je Tisti, ki imajo mašine, da so sestavili iz večjih mašin eno mašino, da lahko to prepišejo, da sploh vidijo in prepišejo, je obupno drago. In to se zelo dobro služi. Mlazno drago, pa tudi kvaliteta se zgublja. Zdaj, poglejte, danes že je problem iz 3-4 formata na 16:9. In recimo, jaz sem zadnjič gledal, ko so eno packarijo naredil, se šel Pratovno Hodič, ta spominski koncert od Majde SP, so šli enostavno 3-4 format predvajati na 16:9. So bili ljudje poplačani, so bili odrezani napisi, ampak nikome ništa. Doma od vas doma še kaseta? Ta mladih ima kol dobro. Kasete še, ampak kasete. To je isto na televiziji. To so se menjali različni nosilci, ne? In potem prideš do tega, da to, kar je bilo nekoč posneto, nimaš danes na čem predvajati. In je to, ker je bilo prvi
prvi format je bil C Bi pa, format. veste, kaj bi jaz na vas apeliral? Jaz skozi že govorim, da bi v oddelku za dirigiranje ustanovili eno sekcijo ljudi, ker vsi ne bojo mogli biti dirigenti. Rabili bi pa dobre ljudi, ki bi znali snemati simfonično glasbo. In zdaj pogledajte, a si se predstavljate kaj lepega kot to, da ti dobiš eno glasbo, zdaj si pa lahko ti zamisliš, kaj boš v tej glasbi v sliki pokazal. Vi ste tudi snemali precej umetnostne glasbe, resne, klasične glasbe. Ogromno. Vi imate ogromno posnetkov. A je to urejeno v arhivu, bo to ohranjeno ali to nekje? To je ohranjeno, ker to je kultura. Zabavna glasba pa ni bila kultura. Zabavna glasba je bila zmeni na koncu. Kako je pa z zabavno glasbo, z ohranjenostjo in pa z arhivom zabavne glasbe, popularne, vse po vrsti, ne glede na slog, ampak vi poznate stanje v arhivu in ste rekli, da veliko tega. Ja, vprašanje je, na kakšnem formatu je posneto. Ali se to lahko predvaja, ali se ne da, ali... In obstaja kak sogovornik v arhivu RTV, ki bi to lahko povedal ali ne? Veste kaj, zdaj se pa se zmeni, zdaj, jaz sem šel velikokrat, zdaj, recimo, jaz sem v 80-ih letih eno serijo snemal Tribute to. Se spomniš ti? So bila spomin na velike džezovske orkestre. Tommy Dorsey je bil, Woody Herman ni bil, tega nismo naredili še. Ja, 4 velike zvezde. To je posneto in zdaj sem jaz začel rekel, pa zakaj ne bi vzeli tega tek, ki je pa izredno kvalitetno, ker Big Band je bil takrat s Privškom na vrhu, v teh prvih delih, ki je Aleksander Skale strokovno obdelal te posamezne skladatelje, je bilo perfektno, posneto, je bilo krasno. Ja, ne vemo, kako je z avtorskim pravicam. Tle je zdaj največji problem. Ampak, kdo je to, ker nobeden ne ve čisto natančno, v čem je problem? Jaz skozi trdim, da sigurno imajo Nemci to urejeno do konca. Koliko moraš ti dati za ponovitev tega in tega? Ampak ne. Glejte, jaz sem bil na Sodni enkrat zaradi TV Križanke, ki je kanal A ukradel. Bil je tam predstavnik hiše advokat, ki si celo razpravo ni ust odprl. Imam občutek, da sem to naljub, da imajo mir, pa... To je stvar, ki mi ni jasna. Pa vprašaš tega, pa vprašam Grebla, pa vprašam Uga, ti pa kako je to ga prav. Ja, lahko gre, samo če ne poje v slovenščini, ne poje v angliščini. Jaz za svoja dela sem, oprostite, 2 let hodil šefici finančni in si rekel, prosim, če naredite z mano pogodbo, da jaz vsa svoja dela, ki sem jih naredil za televizijo, dam brezplačno na razpolago za ponudnike. Trajalo je ne vem koliko časa, da so to pogodbo naredili, brezplačno. Sicer sem potem dobil malo denarja, ampak ne vem koliko
kako so te Imajo stvari. tudi hiše različno ločene. Ne? Recimo, ko si na RTV-ju v službi in delaš nekaj službeno, ti avtorske pravice ne pripadajo, ampak ti pripadajo šele čez čas. Na BBC-ju ti pripadajo pravice avtorske šele 10 let po tistem, ko zapustiš hišo. Ne, pa nas pa ni urejen, ne? Pri nas ni to urejeno sistemsko, ne? Poleg tega imate pa ljudi, avtorske agencije, ki bi pa radi, da tudi tisto, kar narediš v službi, narediš za plačo, dobiš še avtorski honorar. A veste, tako da so te težnje tako diametralno nasprotni so, ne. Recimo, zdaj imate en dober primer, film je kemična zadeva in osnova filma propada. Čez čas vsi filmi razpadajo, tudi če stojijo v kotu, pa jih nihče nič noče in ga ne moreš predvajati. In zdaj je televizija ugotovila, da filmi propadajo, da bi jih digitalizirali in presneli na digitalne nosilce in popravili sliko, ne. In je zdaj prišla avtorska agencija, da se presnemavanje s filma na digitalni medij šteje kot uporaba dela, da je zato treba plačati avtorske pravice. A veste, v bistvu hočeš avtorju rešiti njegovo delo, da mu ne propade, kar naj bi mu plačal, a recimo presnemavanje enega filma in potem barvna uskladitev, vse, to je v rangu 15-20 tisoč evrov. Ne? To so 2-3 meseca dela, ima ena cela ekipa s tem delom in zdaj, če hočeš avtorju njegovo umetnino rešiti, on zahteva, da mu to plačaš. Zapletene stvari postajajo. Ne, niso zapletene, neurejene so. Ne urejen in ni interesa, da bi bilo. To mi ne zastopam. Ni interesa, da bi bilo urejeno. A smem vprašati, če pogledate za nazaj, pred letom 91 in po 91, vi ste šli v pokoj ravno takrat, ko je prišlo tudi do teh sistemskih, zgodovinskih sprememb. Če pogledate danes na glasbo, na snemanje glasbe, na ohranjanje glasbe, na distribucijo glasbe, na RTV-ju in pa tisto, ki jo poznate v 60-ih, 70-ih, 80-ih let. A vidite kakšne razlike, temeljne razlike, pomembne spremembe? Jaz mislim, da je bilo največ, najbolj širok program v 80-ih letih. Da so bila 80-ta leta, takrat smo imeli, koliko igramo. Vseh zvrsti. Kaj sem se jaz tukaj nekaj napisal? Ja, no. Je bilo 80, je Stane Sušnik delal rock, je Brane Rončel delal jazz, je Stane Sumrak delal narodno zabavne pa zabavne. Je Jože Klobovc delal narodno zabavne, on je tudi tisti, ki je izumil napis Goveja glasba. Ampak moram povedati, da to ni bilo mišljeno goveja glasba, krave pa govedo, ampak enostavno goveja juhca v nedeljo opoldne, ker je bila zmeraj vdaja v nedeljo opoldne, ker so ljudje jedli govejo juhco in zato je rekel on goveja glasba. To je bilo to, pa smo imeli koprodukcijo, smo imeli tiste Bergantove vdaje televizije, ki smo delali skupaj, regionalne televizije. Pa smo imeli muzikantni štadl, pa smo imeli Dunaj Ljubljana, pa smo imeli Zlato vrtnico z 5 državami, pa ogromno. Mislim, recimo tudi to, ko sem prej govoril o tem tributu, je bil še načrt naprej, še nekaj teh, ampak takrat je
bil tale preskok in je bilo konec. Niso več živeli. Prosim, lepo, izvabim še kolegice. A sem vas dolgočasen? Nasprotno se mi zdi. A res pa sedite? Ste rekli na začetku, da ste še zmeraj aktivni, tudi na spletu je pisalo, da še zmeraj hodite v službo in pomagate mlajšim kolegom, kako pa veste to kaj? izgleda? Ja, ne vem, jaz sem se tako navadil, pa ne morem drugače. Veste, meni je bilo zmeri to, da bi bila muzika, pa tehnika tudi. A veste, jaz sem delal tudi sam naredil radioaparat, pa sem recimo si, ko smo svojo hišo imeli tamle, celo hišo elektriko sam napeljal. Ker me to vse veselili. Pa tudi recimo te zadeve, pri tem recimo 10 zadetkov, ta sistem teh luči, kako se to sem vse, veste, pri križanki sem jaz naredil celo elektriko s tisto križanko, da se je v studiu prav prižigala, pa da je imela Molkova polka pravi šalteri. To je bilo meni ena strašna zabava. Tako, kot je bila strašna zabava s Sergejem Dolencem, ure in ure gruntati, kako 4 mikrofone postaviti, da se bo kaj dobro slišali. In ste to tudi uspeli? Veste kaj, bili je jasno, da je bil Ljubljana v audio delu najboljša. Kaj misliš? Kaj bi rekel? Ne zdaj reči, ne se zdaj. Zdaj sem... Nekaj časa, takrat, ko je bil Privšek, ko je bil sitn in tečen in tist, ki je hotel, ne. Jaz moram reči, da je on takrat bolj na televiziji delal, meni sedi več, kot na radio, ne. Teh oddaje. On je vse te delal. Recimo, ne vem, če veste, ta njegov odhod v Berkeley se je zgodil, na kakšen način se je zgodil. Recimo, on je imel eno nedeljo, eno oddajo svojih aranžmajev, na katero je nek zagrebški kritik napisal katastrofalno kritiko. Da pa to, kar pa Privšek dela, to pa ni vse skupnič, to je pa neki kraja Američanov, pa tega, pa unga, pa tistega. In je bil Jože čist fertik. Pa sem pa jaz rekel, viš kaj, jaz sem pa tlele prebral v Downbeatu, da je razpis za štipendijo, ne. Sem rekel, viš kaj, daj ti zapokaj te aranžmaje, pošli jih kaj, pa reč, da veš, da je termin pretekel, ampak da tebe sam zanima, da povete, ali je to kaj vredno, ali to ni vse kak nič vredno. In on je to naredil. Čez nekaj časa je rekel, veste kaj, fante, jaz sem povabil šestic na veselje. In je dobil štipendijo. Ne? Prav, je pa res, da je pa bil zlat fant, ampak malo težek, zato ker on ni mogel zastopati, da nekdo nekaj ne more zaigrati tako, kot se je on zamislil. To je bilo. Je bilo pa vse razmisleno. Jaz se spomnim tistih tribut, to. Tudi Silvo Štengl je rekel, jaz mislim, da sem v tistem času bil najboljši. Se spomnim, ko ste igrala Airmail Specials, Sarpilov, to je tisto. To je fantastično. Kako se pa spomnite
korifej zabavne glasbe, recimo Adamiča, Tatja Sosa, potem tudi. No, z Adamičem so bila kar prijatelja. Ni bilo nobenih takih problemov in smo lepo sodelovali. Dal tudi, takrat, ko smo šli v Moskvo, nam je dal Ladislava Zupančiča, sicer 4. Trevento svojo v pomoč. Zraven Uroš Krek mi pa prinesel 100 rublov, tako je velik bil. Adamič je bil pa jezni, je rekel, zato ti mora nekaj prinesti, je rekel. Je kaj bil bolj. Moram pa reči, da imamo pa nekaj skupnega malo. Adamič pa Krek pa je, vsi so se z električnim železnicam ukvarjali. Ne vem, kaj vam je še povedal. Recimo, to zadeva v 80-ih letih, ko smo delali oddajo srečanje, kaj že je bilo srečanje drugih mest, Dunaj, Ljubljana. Ko smo imeli, se ne vem, če se to danes še da narediti, smo imeli big band v Cankarjevem domu, štrajk na Dunaju, 2 pevca v Ljubljani, 2 pevca na Dunaju in vse skupaj špilali. V sliki so bili skupaj. Recimo, Radgonsburg smo delali v živo oddajo, popoldansko tako. In smo imeli link postavljen čez mejo. Ne, da bi zunanjemu ministrstvu karkoli pa karkoli povedali. Pa je šlo. Pa je bila ena najbolj gledanih oddaj na nemškem področju. Celem. Avstrija, Nemčija, Švica, Slovenija. In to vse je ratovalo na osebnih kontaktih, ne na uradnih. Uradni kontakti sem še razumel. Jaz se spomnim, ko je Slovenija stopala v Evropsko unijo. To je bilo že potem, ko sem bil jaz v penzionu, ki enega lepega dne meni telefoniral urednik iz bavarske televizije, je rekel, ti poslušajte, da mi malo povej, zakaj pa nobeden od vas ne odgovarja, mi že skozi prosimo, bomo imeli v zvezi s tem božično mašo za Božič v Würzburgu, v katedrali, je rekel, in smo povabili vse ljudi iz teh dežel in vsako deželo, da bi eno pesnico, njihov pevc prišel zapet v to. Rekel, pa noben ne odgovarja. Pa sem rekel, a bi ti to meni naredil? Sem jaz privatno šel, pa se zmedil z Alenko Godec, da je pela Glej zvezdice Božje v krasnem aranžmaju, ki so ga naredili v Berlinu. In potlej je še govoril ta sekretar za širitev z vsakom enem iz držav. Pa je pa dal meni, ko sem šel jaz gor, jaz sem si vlak plačal sam, oni so mi plačali hotel, in ko sem pa mi dal pol še trak s posnetkom, a mislite, da so ga prevajali pri nas za Božič? Ne, za svečnico so ga prevajali in so ga zgubili, ga ni nikjer več. Ja, prosim. Vse kakšno vprašanje? Koliko pa spremljate nove glasbene produkcije, glede na to, da ste še zmeraj tako aktivni? Prosim? Glede na to, da ste še zmeraj aktivni tudi v profesionalnem življenju, koliko spremljate nove glasbene produkcije, kar se verjetno po televiziji? Ja, jaz moram reči, da
glasbene, vse kaj pa je, petek zvečer je, ne? Kar mi je všeč to, da je ta gospod dokaj korekten, dokaj oster, enkrat sem mu že tudi rekel, da ne bo še manj bolj oster, do tega, da so stvari izvedene tako, kot je treba. Ampak gledanje je veliko, zdaj ga pa ne bo več po novem letu. Drugega pa takega glasbenega ni, ker nekaj zdaj so začeli nekaj stare predvajati, pa se niti ne potrudijo, da bi... Saj nič ni, razen petek zvečer, še kaj. Ne, tudi tako nasplošno sem mislila, če še po radiju, kjer sledite novim. Ja. Mislim, da všeč mi je resna glasba. Tale gospod zelo rekel dela. Jaz sem bom dal naslove, pa telefon ne. Prosim, lepo. Ja, tako da bi mogoče enkrat povabili, ker oni pa res dobro delajo. Potem prav lepa hvala. Lepa hvala za... Jaz ne vem, če nisem preveč nakladal. Sploh ne, mislim, da je bilo prav lepo. Lepa hvala. Moram reči, da sem bil nervozen. Sem rekel, cel hudič. No, te pa še jutr neki, ne?